V AMZS centru varne vožnje na Vranskem je potekala tretja dirka državnega prvenstva Slovenije v kartingu. Na finalni dirki Evropskega prvenstva v motokrosu za motorje s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov na Češkem Slovenijo zastopali Aleks Novak, Taj Vidovič in Miha Vrh. Tim Gajser je na dirkah v Loketu in Lomlu storil nova koraka k naslovu svetovnega prvaka v motokrosu v razredu MXGP. V zelo dobri formi je tudi Jan Pancar. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. AMZS center varne vožnje na Vranskem je bil prizorišče tretje dirke državnega prvenstva Slovenije v kartingu. Organizirali so jo člani AKK Sportstil. V julijski vročini so se na sodobnem dirkališču merili tudi za točke centralno-evropske cone, pokala Sportstil in RMC Avstrije. Zato so bile štartne pozicije v vseh kategorijah zelo dobro popolnjene. V razredu mikro je med najmlajšimi najboljšo formo pokazal Maj Tušek Haladeja, ki je imel tudi nekaj problemov, a jih je uspešno rešil. Prva dirka, pa kvalifikacija, pa treninge sem imel, pa warm-up sem imel težave z motorjem, pol smo ga šli menjati, pol drugo dirko pa je bilo boljše. Na mestih 2 in 3 v državnem prvenstvu sta se zvrstila Filip Ferk-Žerak in Timon Grgič. Kategorija mini je bila v znamenju Angela Frančeškina, ki si je pot do premierne zmage v državnem prvenstvu v tem razredu tlakoval tudi s premišljeno taktiko. Pole so mi tudi v boksih rekli, da ne preveč riskirati, ker pole lahko zgubim pokal ali kaj takega. In sem se odločil, da bom ne riskiral. Tokrat mu tekmeci niso bili kos. To je moja prva zmaga v Rotax Mini Max in od zdaj naprej bom sam zmagoval. Še najbolj sta ga ogrožala društveni kolega Nik Brecelj, ki je bil na koncu drugi, in član ptujskega društva Maj Rakuša, ki je zasedel skupno 3. mesto. V razredu junior se je moral Aljaž Vidmar za skupno zmago pošteno potruditi. Drugo uvrščeni Aleksandar Bogunovič je v 3 vožnjah zbral le 2 točki manj. Težko je zmagati, biti dober, ampak potrudimo se in včasih rata, včasih ne. Včasih smo veseli, včasih žalostni. Zmagovalec je bil tudi zelo iskren. Vse se je dobro išlo, sem zelo zadovoljen, na koncu sem imel tudi malo sreče. Ob Vidmarju in Bogunoviču je na 3. mestu na zmagovalnem odru pristal Nik Trobec. V razredu senior je Maj Sadar dobro formo s prejšnje dirke državnega prvenstva prenesel tudi na Vransko. Zmagal je drugič zapored. Danes je bilo krasno, saj sem ponovil uspeh iz Slovenije vasi. Dobil sem kvalifikacije, prvo, drugo in tretjo dirko in se bližam 6. naslovu državnega prvaka. V boju za drugo mesto je bil uspešen Dimitrij Mlakar. 3. mesta pa se je veselil Taj Kovačič. Kategorija DD2 je postregla z novimi suverenimi vožnjami Ksena Deruvaja, ki je le še podaljšal niz nepremagljivosti na dirkah slovenskega prvenstva. Yeah, it was another clean sweep, so yesterday qualifying we had pole, feeling was good and then overall P1, so pretty good weekend. V ozadju je potekal oster boj za preostali 2 mesti na stopničkah za najboljše 3. Na koncu se je 2. mesta veselil Primož Matelič, 3. pa Primož Hroval. Tudi v kategoriji KZ2 je bilo zelo zanimivo. Nekatere odstope tekmecev je s pridom izkoristil veteran Karim Greblo, ki je bil po zmagi presrečen. Ta vikend je bil čudovit, lepo se je steklo. Na koncu je zmagal le s točko več od Sare Markučič. Kljub vsemu je bila sreča na moji strani. Kako napeto in izenačeno je bilo, pove tudi dejstvo, da je 3. Jan Skledar za zmagovalcem zaostal samo za 2 točki.
Loket na Češkem je gostil finalno dirko Evropskega prvenstva v motokrosu za voznike motorjev s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Slovenijo so z licencami AMZS zastopali Aleks Novak, Taj Vidovič in Miha Vrh. V šibkejšem razredu se je neposredno na dirko prebil Novak, Vidovič pa je bil med povabljenimi. Oba sta pokazala, da sta zasluženo med najboljšimi mladimi upi motokrosa na stari celini. Novak je bil v prvi vožnji celo v igri za zmago. V zadnjih 2 krogih nisem več mogel, pa sem drugega kar spustil, ker nisem več mogel zdržati. Napetost pa sem spustil, da sem bil drugi. Ovo je jedan test zapravo njegovih sposobnosti koji za svog drugog vozača i ako u tom testu pokaže određeno znanje, može zapravo na neki način nastaviti taj niz svojih sposobnosti i prikazati jednog dana stvarno biti u jednom visokom rangu, svjetskom rangu ovoga što je već i sad na neki način prisutan. Skupno je Novak pristal na odličnem 5. mestu. Sveukupno gledajući na 5. mjesto u prvenstvu Europe i njegovu šansu još i sljedeće godine više nego zadovoljavajuće. Vidovič pa je imel tokrat kar nekaj smole, še posebej v drugi vožnji. Po 3. krogu se je en zaletel v mene in sem padel. Če štart ne izpelješ kot moraš, pol je težko se prebiti. Ne? Računali smo prvo 10-terico, da bi se uvrstil. Ne? Tako da žal ni se išlo. Vseeno je skupno 20. mesto za Vidoviča lep dosežek. Vsak otrok bi si to želel začutiti, tako prvenstvo, finalno. Ne? Tako da mi smo zadovoljni, da smo sploh prišli sem not. Miha Vrh je vozil v močnejšem tekmovalnem razredu. V ostri in neizprostni konkurenci se mu kvalifikacije niso posrečile. Postavil sem 29. čas, sploh nisem bil zadovoljen s tem in odvisno je bilo pol sam, kaj bom naredil s štartom. V prvi vožnji v soboto je prijetno presenetil. Sem užival in prišel na cilj kot 9. Rezultatom smo zadovoljni, sicer nakazoval je boljši rezultat, ampak drugi vožnji pač smola, ampak to je del tekmovanja. Seštevek 2 voženj je Vrhu prinesel končno 17. mesto. Zihar zanga veliko težje kot za konkurente, ker so bolj logistično podprti. Vem, da sodim više, ampak kar sem dosegel, je že v redu. Finale je potekalo ob dirki svetovnega prvenstva, zato ni manjkalo številnih navijačev. To slovenske trojice ni pretirano motilo. Zdi se mi, da je enako, ker nisem jih niti dosti slišal, ampak je pa sigurno velika podpora. Tremo sem imel malo pred prvo vožnjo. Nič nisem me tremel, okrog sebe. Prosto se bolj koncentrirati na vožnje, kot okrog gledati. Je sigurno res dobra izkušnja za vse voznike, da v bistvu probajo voziti na tako pripravljenih progah, tako razbitih in so se tudi naši zelo dobro odrezali. Takim mladim voznikom veliko to pomeni, da lahko vozijo na isti progi, kot vozimo mi. To so izkušnje, ki jim bojo samo dobro prišle. In jih še dodatno motivirale za nove naporne treninge. Češki Loket je bil prizorišče 13. preizkušnje motokrosistov, ki se potegujejo za naslova svetovnih prvakov v razredih MXGP in MX2. V elitnem razredu MXGP je Tim Gajser že v kvalifikacijah postavil temelj za dobri nedeljski vožnji, saj je zasedel drugo mesto za Jeremyjem Zeverjem. Prvo vožnjo za nove točke svetovnega prvenstva je začel dobro. Na prvo merilno mesto je pripeljal drugi in se je takoj agresivno lotil vodilnega Jorgeja Prada. A za Gajserjem je napadal Zever, ki je v začetku 4. kroga prehitel slovenskega asa in nato še Španca, ter se odpeljal do zmage.
Gajser je Prada za seboj pustil v 9. krogu in je ciljno črto prepeljal na 2. mestu. Nisem se najboljše počutil na progi, proga je bila kar zelo zahrbtna. V drugo vožnjo se je Gajser znova podal zelo agresivno. Prvo merilno točko je prepeljal na 5. mestu, nato pa hitro prišel na 3. Pred njim sta bila samo Maxime Renaux in zmagovalec prve vožnje Zever. Gajser je vse skozi vozil za njima in čakal na njuno morebitno napako. Te ni bilo, zato ni pretirano tvegal in je v cilj pripeljal na 3. mestu. Drugo vožnjo je dobil Renaux, drugi Zever pa je stal na najvišji stopnički na zmagovalnem odru, kjer je bil Gajser 3. V Loketi mi še ni uspelo zmagati. Velikokrat sem bil 3., 2., tudi letos sem bil 3., ampak sem zadovoljen z 2., 3. mestom, dobre točke za svetovno prvenstvo. V skupnem seštevku je Gajser še naprej prvi in ima pred drugim Zeverjem 125 točk prednosti. Jan Pancar je v razredu MX2 izpustil prejšnjo dirko v Indoneziji. Tokrat je želel pokazati, da je v dobri formi in sposoben novega vrhunskega rezultata. Že v kvalifikacijah se je zelo dobro kosal s tekmeci. Soboto mi je šlo super, da je dober občutek na motorju, 7. mesto na kvalifikacijah, kar je tudi najboljša uvrstitev na kvalifikacijski dirki. To je bila dobra napoved za nedeljski vožnji, vendar mu štart prve ni uspel po željah. Prva vožnja, dober štart iz rampe, nažalost potem v ovinku je voznik padel pred mano in sem mogel v bistvu staviti na nič in sem v bistvu skoraj zadnjega mesta. Napredoval naprej, se boril, na koncu to zadostovalo za 16. mesto. Prvi je v cilj prve vožnje pripeljal Thibaut Benisson. V drugo vožnjo se je Pancar podal tudi malce jezen. Nisem bil najbolj zadovoljen tudi samo vožnjo, sem pa v drugo v bistvu to popravil in tudi dober štart mi je uspel, tako da na koncu 6. mesto in sem res zadovoljen, da sem tudi kar nekaj factory voznikov pustil za seboj. Drugo vožnjo je dobil Jago Gerc, ki se je veselil tudi skupne zmage na dirki. Pancar je na dirki zasedel 11. mesto, tudi v skupnem seštevku pa je s 182 točkami 11. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Preizkušnja svetovnega prvenstva motokrosistov je bila v Belgiji. Veliko nagrado Flandrije je gostil Lommel, ki velja za najzahtevnejšo dirko sezone. Tim Gajser se je v sobotnih kvalifikacijah razreda MXGP dobro znašel in zasedel drugo mesto za Jeremyjem Zeverjem. Nedeljsko prvo vožnjo je začel zelo dobro. Prvo merilno točko je prepeljal na 2. mestu, a tekmeci so agresivno napadali in ob koncu prvega kroga je bil 4. Nato pa sta ga prehitela še Romain Febvre v 3. in Calvin Vlaanderen na začetku 4. kroga. V 5. krogu je mimo Gajserja švignil še Glenn Coldenhoff in bolj ali manj je bilo jasno, da slovenski motokrosist tokrat ne bo v igri za najvišja mesta. Vožnjo je dobil Brian Bogers, Gajserju pa je pripadlo 7. mesto. V drugo vožnjo se je Gajser pognal zelo odločno. V prvem zavoju je bil na notranji strani malce zaprt in prvo merilno točko je prevozil 7. A se je hitro prebil do 4. mesta. Nato pa sta ga prehitela najprej Romain Febvre in potem še Calvin Vlaanderen. Gajser ni tvegal in brezglavo lovil tekmecev, ampak je vozil premišljeno in preudarno. V cilj druge vožnje je znova pripeljal 7. Prvi je bil Glenn Coldenhoff. Dirko je dobil Bogers, v drugi vožnji sicer 3. Gajser pa je na dirki osvojil 7. mesto. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo je slovenski motokros šampion 4 dirke pred koncem s 122 točkami prednosti pred Zeverjem na zelo dobri poti do naslova svetovnega prvaka.
V razredu MX2 je Jan Pancar sobotne kvalifikacije začel zelo dobro. Kar nekaj časa je kazalo, da bo zasedel mesto med deseterico, potem pa se mu je pripetila napaka. Zaradi padca je izgubil dobro pozicijo in v cilj pripeljal na 19. mestu. Nedeljsko prvo vožnjo je Pancar začel zadržano in previdno. Na začetku ni veliko tvegal. V drugi polovici vožnje pa je nato na težki progi ujel dober ritem, ki mu je na koncu v cilju prinesel 13. mesto. Prvo je pripadlo Kaju De Wolfu. Drugo vožnjo je Pancar začel izvrstno. Iz štartne rampe se je izstrelil do prvega zavoja, v katerem je prvo merilno točko prepeljal na 3. mestu. Do konca prvega kroga je zdrsnil na 8. pozicijo in nato še malce nazadoval. V nadaljevanju se je potem zbral in našel dober ritem na pošteno uničeni progi, kar mu je na koncu v cilju prineslo 11. mesto. Vožnjo in zmago na dirki si je privozil Jago Gerc. Pancar pa je na dirki zasedel 11. mesto. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo razreda MX2 je v vodstvu Gerc. Pancar pa je zbral 200 točk in je zdaj 12. V nedeljo 7. avgusta bo na dirkališču Slovakia Ring na sporedu 4. dirka državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu.